Dobro večer vsem prisotnim. V imenu Prosvetnega društva Podgora. Predsednik mi je poveril to nalogo, naj pozdravim jaz danes v imenu društva. Zelo veseli smo in častno je, da imamo v naši sredi, da gostimo danes skupino mladih rojakov iz Argentine, zavednih Slovencev, ki kljub tisočerim kilometrom razdalje od domovine še vedno gojijo slovensko kulturo in slovenski jezik. So predstavniki rasta 55, to se pravi 55. generacija maturantov, ki obiskuje tečaj slovenskega jezika, srednješolskega jezika v šoli poimenovani po Marku Bajuku v Buenos Airesu. Oni danes nam bojo predstavili en kratek tako folklorni program, petje in glasba in nekaj plesa. In na to bom še pogovorni del, ki ga bo vodil Ivo Jevnikar in ki se bo pogovarjal s predstavniki naših mladih Argentincev. Organizatorji večera so tudi, in se zahvalim, Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, knjižnica Druščina Črneta in ekipa Goriških večerov, ki jo tukaj predstavljata Erika Jazbar in Renata Podberšič. In jaz zdaj bi zaključil, ker gospod župnik Marjan Markežič je garantiral 1 uro, da ne bo držal, tako da se bomo pohiteti. In prepustimo kar oder našim mladim in lepo poslušanje. Hvala. Dobro večer. Napočil je čas, ko smo končno pripotovali v Slovenijo. Iskreno hvaležni smo vsem, ki ste nam omogočili to živeti. Najprej staršem in starim staršem, ki ste nam posredovali bogato dediščino slovenstva. Vsem vzgojiteljem v osnovnih šolah in seveda vsem, ki so se z nami trudili na srednješolskem tečaju. Kot izraz hvaležnosti želimo pokazati nastop, s katerim se želimo Sloveniji predstaviti. Prizor smo naslovili in peli bomo, dokler bomo govorili, slovensko govorili in zato dvakratno peli. V pesmi, poeziji in plesu želimo pokazati, kako smo se v slovenskih šolah spoznali in skupaj doraščamo v dekleta in fante. Vzgojeni v dveh svetovih, slovenskem in argentinskem, želimo razkriti, kako so stari starši in vzgojitelji v nas vzbudili ljubezen do Slovenije. Zato lahko rečemo, ko gremo v Slovenijo, sem Argentinec. Ko sem v Argentini, sem Slovenec. Toda v pesmi sem cel. Vabimo vas, da nam prisluhnite. Smo presajeno drevo, v katerem še vedno gnezdijo pojoče ptice. Smo zbor krvi in koprnenja, pesem naših dedov in očetov in roda, ki raste tu in tam in poje drug drugemu po zraku skupno bodočnost. Pesem ne pozna oceanov in gorskih pregraj. Je grilata kot angel, svetla kot blisk in hitra kot radijski tok, s katerim objemlje svet. V njej smo vsi Slovenci eno. V njej smo z vsem svetom eno. Smo slovenski narod in smo človeštvo.
smo urojenega slovenstva, pojoče človeško srce. In peli bomo, dokler bomo govorili, slovensko govorili in zato dvakratno peli. Jezik je pesem, Pesem je domovina. pojoč pošiljamo tej domovini pozdrav! Čas je že pred vrati, noc svet poganja, najprej zavoli, a sveží zrak je in gre, no navdaja vse ljudi, da skupne našli bi poti, ki nas združile vida eno bi bili, čeprav po širnem svetu smo. Slovenija, zlata dežela, Slovenija, si brez meja, razširila si se po širnem svetu. V tujini tvoja pesem zveni, ko tak daleč od tebe smo, težko je, da se ne zgubili v svet. Biti zvesti svojim koreninam, spoznati jih in uživeti se. Slovenija, zlata dežela, Slovenija, si brez meja, razširila si se po širnem svetu. V tujini poje ti slovenska hči, V tujini poje ti slovenski si. v tujini tvoja pesem zveni. Pred nami odpira se novo življenje, narazen nas vodijo nove poti. Kam bomo krenili, vsakdo bi rad vedel. Na levo, Na desno. kam pojdemo mi? Naravnost do cilja vsi bomo hiteli, po raznih poteh vsi tja bomo prišli. Tam bomo se zbrali spet skupaj veseljo in vzeli si v roke spet združeni vsi. Naš cilj je vsem jasen. Svoj narod ljubiti, za blagor njegov se truditi vse vdi. Svoj narod ceniti, za vse žrtvovati. Življenje je našega vzvišeni cilj. Da bomo ljubili te, narod naš dragi, slovesno pred svetom obljubljamo zdaj. Obljubo to sveto, sedaj izrečeno, dobrodno nebo nam izpolniti daj.
Krok nas seje svetlo, jasno. Luč toplota vse povsod. Sonce sije nam prijazno, sveti na življenja pot. V nas kipi življenje novo, v naši duši je pomlad. Moč mladostna nas navdaja, polni ciljev smo in nad. Znamo upamo ljubezni, sloge, bratstva med ljudmi. Upamo v edinost, spravo, zbližanje med narodi. Cilje, vzore izpovemo, naj zvedo se naokrog. Naši cilji so visoki, Mati, domovina, Bog.
Taj danes je dan, ko delimo značaj vojnih korenin. Vsak korak je vodil naprej, nas porival v svet in gradil skupno smer. Naši smo družino, ekipo in dom, prijatelje, s katerim rastemo. Prekjer se naše sanje odkrivajo, v srcu žari nam sveta luč, ki nas združuje v skupno moč in je navdih na poti življenja. Zdaj vem, kdo sem in kam grem, z veseljem povem, da domovini imam dve. Pišemo tej zgodbi naš del, saj šele začenja, kar glej naprej. Zdaj vem, kdo sem in kam grem, z veseljem povem, da domovini imam dve. Pišemo tej zgodbi naš del, saj šele začenja, kar glej naprej. Saj šele začenja, saj šele začenja, kar glej naprej. Dobro, mi se iskreno zahvaljujemo seveda tem 14 mladim 17-letnikom, ki končujejo svoje prostovoljno sobotno šolanje na slovenskih tečajih, prej osnovne šole, potem ta srednješolski tečaj. Rast je kratica za roj abiturientov srednješolskega tečaja, potem se nadaljuje naslov ravnatelja Marka Bajuka, ki je bil ravnatelj že predvojno in medvojno v Ljubljani, v učiteljišču mislim, potem v taboriščih in potem v Argentini je to obnovil. To je 55. roj, to je 55. generacija in odkar je Slovenija demokratična in neodvisna, ob koncu šolskega leta kot nagrada in spodbuda seveda za naprej prihajajo v Slovenijo. Izseljensko društvo Slovenije v svetu skrbi za to, da so po en mesec vsaka generacija v Sloveniji, imajo dvotedenski tečaj slovenskega jezika, obiskujejo razne kraje, razne osebnosti, imajo srečanja, obiskujejo tiste sorodnike, ki jih še imajo v Sloveniji, torej že daljne sorodnike recimo, ne? Ampak vsakokrat tudi vključijo spoznavanje Slovencev za mejami, torej skupni slovenski prostor, tri Slovenije, to ni en pojem izmišljen, to tudi oni živijo. In tako da, ja, preden so prihajali v Slovenijo, torej to je 55. roj, prej so hodili v Bariloche ali druge znamenite kraje v Argentini, ne? Ampak zdaj je 35 let že prihajajo v Slovenijo in skoraj od vsega začetka tudi v naše kraje, torej na Tržaško in Goriško. To je prva leta je potekalo malo tako improvizirano, vsako leto smo študirali, kam bi jih dali, kam bi jih tako. Potem je knjižnica Dušana Černeta, ki je specializirana v zbiranju zamejske in slomske literature, torej ima nekaj strokovne in čustvene vezi tudi z slomstvom, smo neki dobro osnovno listke, in vsako leto je zamejski dan. Včasih je 2 dni, si lahko več stvari ogledamo, tokrat je en dan.
Kaj smo danes naredili? Zbrali smo se najprej na Repentabru, ki je za Tržaško eden izmed simbolov slovenstva in kvasa in podobno. Od tam smo se odpeljali na Goriško, po poti seveda so morali poslušati vse naše razlage in tako dalje. Se bojim, da še preveč vsega, ampak potem smo prišli do Sabotina, kajti to je njihova želja. Prejšnja generacija, že 10 več let v spremstvu Renata Podberziča, so te generacije obiskovale ostaline prve svetovne vojne, rove in tako dalje, in to si pripoveduje, vsaki ne, tudi naš roj želi to obiskati. In torej smo šli gor, to je strokovno vodstvo, kosilo, gor pri Koči slovenski, ne. Potem so rekli, ja, bi radi videli tudi Sočo od blizu in si vsaj pomočili noge v Soči, v bistrih čirih planin. Smo se ustavili malo pod Sokanskim mostom. Šli smo vmes tudi v Števerjan do slovenskega župana, da so malo spoznali tudi to našo stvarnost. Že prej na Repentabru jim je spregovoril župnik Zlatomašnik, tudi tukaj je Zlatomašnik, tudi tam je Zlatomašnik, in nekaj povedal o verski situaciji v zamejstvu, in pa naš deželni poslanec Marko Pizani je tudi spregovoril. Na županstvu je tukaj bil pač števerjanski župan, Marjan Drufovka, in smo rekli, se zaključi z tem javnim nastopom in potem seveda tudi s tem, da se zaustavimo malo na eni zakuski, za katero se zahvaljujemo društvu tukaj, in tako, da malo opozorimo. Mislim, da ta nastop njihov nas navdaja z optimizmom, nas navdaja z novim upanjem. Se vidi, kako so nasmejani, dobre volje in tako dalje. Mi smo dosti krat tako malo. Koliko naši? Vse to goriško pot tudi spremlja Erika Jazberg in tudi ta večer smo vključili v ta niz. Dobro, zdaj smo rekli, zaključimo to še z enim ne prav dolgim razgovorom, ene 2 urci, ne? Nekaterimi mladimi, mladih je 14, 9 punc in 5 fantov, to je zaskrbljivo, ne? In bo treba uvesti kot v stari zavezi mnogoženstvo, da se naša skupnost ne izgubi v Argentini. Ja, je slišal take izjave. In imajo 3 spremljevalce, 3 voditelje, tako da zdaj vabimo, so se sami zmenili, kdo bo govoril, prosim, da pristopite, in medtem bo pozdravil tudi predsednik Sveta slovenskih organizacij, prosim, če Walter Bandel tudi prinese svoj pozdrav. Seveda najprej lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz sem se vas že začel videti danes na Sabotinu, seveda tudi v Števerjanu. Najprej, dragi mladi Slovenci iz Argentine, iz srca vas lepo pozdravljam, oziroma pozdravljam tudi moja podpredsednica Marija Brecelj, mogoče tudi njo poznate kot primek Brecelj, ne? Veliko veselje mi je, da se lahko obrnem na vas, mlade, ki s ponosom ohranjate slovenske korenine, jezik, kulturo in tradicijo. Čeprav živite daleč od domovine svojih prednikov, vi ste most med 2 svetovoma, bogatite Argentino s slovenskim duhom in Slovenijo s svojo prednostjo, srčnostjo oziroma predanostjo, srčnostjo ter zvestobo vrednotam, ki so jih na vas prenesli vaši starši in stari starši. Želim vam, da bi ostali povezani med seboj, da bi z veseljem negovali slovenski jezik in kulturo, ter vedno čutili, da je Slovenija tudi vaš dom. Da vas spremljajo pogum, ustvarjalnost in ponos na dediščino, ki jo nosite v sebi. Hvala, ker ohranjate slovensko identiteto in jo prenašate na prihodnje rodove, zato iskrena hvala vsem vam in vsem vašim staršem za to bogatstvo, ki ste nam prinesli. Hvala.
Tukaj vam podarimo vsakemu notranjosti, boste videli, da je nekaka promocija naše dnevne skupnosti za mesto v Italiji. Vsakemu dobi eno, tudi spremljevalci. Hvala lepa. Se že vidi. Hvala. Najlepša hvala Valterju Bandu in Mariji Brecelj. In zdaj bi kar prišli k pogovoru, morda bi začeli s tem, da se tu izbranci predstavite, kdo ste in v katerem delu Argentine živite. Dobro, jaz sem Ann-Sophie Indihar, sem 17 let stara in sem iz Buenos Airesu. Živio, ime mi je Santiago Casavilla Poglajen, imam 19 let in sem tudi iz Buenos Airesu. Jaz sem Milena Zupanc, stara sem 27 let, sem spremljevalka dijaki, sem iz Buenos Airesa, iz našega doma iz San Jose. Jaz sem Santiago Paulice, star sem 17 let in prihajam tudi iz Buenos Airesa, sem šoven dom. Živio, dobro večer vsem. Tomas Kastelic, 39 let star, tudi spremljevalec te lepe skupine. Sem iz San Martina, Slovenski dom San Martin, Buenos Aires. Živjo, dobro večer. Jaz sem Gabriela Vlak, sem stara 31 let, sem tudi spremljevalka skupine in prihajam iz Buenos Airesa, iz Alonso Mejije, iz Tonškovega doma. Dobro, tako smo spoznali. Obe spremljevalki sta bili članici enega prejšnjih rojev rasti, torej sta bili že tudi v teh naših krajih pred nekaj leti. No? In sta tudi učita na tem srednješolskem tečaju, ne? Torej ta slovenska zavest, slovensko branje in tako dalje gre naprej. Medtem ko je Tomaž Kastelic, ki je nekaj mesecev tudi živel in delal v Sloveniji, zdaj po povratku je stopil tudi v uredništvo tednika, oziroma ni več tednik, ampak več ali manj tednika Svobodna Slovenija, neosrednje informativno glasilo Slovencev v Argentini. Evo, zdaj jaz sem omenil, kaj vsak tak obisk, enomesečni obisk obsega, ampak kaj ste pravzaprav videli zdaj do danes? Čaka jih še Triglav, ne? Ampak in še kaj drugega. Meni mi je zelo bilo všeč narava. Ko smo prišli tukaj, smo videli, da Slovenija je zelo zelena država. To meni mi je všeč, ampak tu vse kot hiše niso kot v Argentini. Je druga struktura, vse to. To jaz sem videl, jaz mislim to. Ja, jaz sem rekel moji sorodniki, ko sem bil s vami, da vi imate zelo majhna država, a zelo lepa, pa tudi, ker vi imate vse hribe, gore, jezere, tam v Argentini pa tudi, ampak je bolj velika in malo težko, ampak to je, kar mi je bolj všeč. Ja, meni to mi je zelo všeč Slovenija, ker je cela narava zelo lepa, vse je zmeraj zelo lepo in to mislim, da je zelo važno, ko mislimo naše korenine, ki, dobro, tisto mislim, da je zelo važno, ker smo tukaj za to. Pri nekaterih prejšnjih obiskih je kdo rekel, nam od rojstva v Argentini stari starši in potem v osnovni šoli, v srednješolskem tečaju opevajo Slovenijo, kako je lepa in tako dalje, ampak v resnici je še lepša. Kakšni so vaši vtisi? Dobro, isto, ja, zmeraj so nam pokazali v osnovni šoli, v osnovni šoli naši starši so nam pokazali, kako je Slovenija lepa in dobro, zdaj, ko sem tukaj, vidim, da je res in da je še bolj lepa, kot sem mislila. Hvala. Zdaj,
spremljevalci, imate kakšne težave s temi mladimi? So živahni, so razposajeni, disciplinirani, kako je? Res je, ta rast je zelo lepa skupina in pridni so, ubogajo in ne razgrajajo, to se morajo včasih malo pozno spati, ampak naslednji dan pa ostajajo vedno dobre volje in to je važno za nas, ker vpliva, da potem lahko v vsakdanjem se lepo imamo in uživamo med seboj, ne? Ja, ne, res nimamo nobenih takih težav. Moje rasti imamo razgrajale gitarje, tako da smo kar zadovoljni z njimi, so luštni. Samo takrat so bile rasti tudi po 30 članov, ne? Ta je malo manjša in ste tudi malo pod stresom zaradi tega nogometnega prvenstva, ne? Bomo videli, kako bo jutri, ampak res držimo pesti, da bo Argentina zmagala. Včasih je bilo, torej še danes je zelo finančno zahtevno, ampak včasih je bilo tudi drugače težko potovati v Slovenijo in tako dalje. Recimo iz te vaše skupine ste prvič v Sloveniji ali ste že starši bili oziroma kako je, večina je že kdaj obiskala Slovenijo? Jaz sem bil tukaj, ko sem bil 5 let star, samo se spomnimo Veliko planino, mi je bilo všeč tam, vem, krave pa trava, tisto se spomnimo tukaj. Jaz pa tudi sem bil, ampak ko sem bil majhen, se ne spomnim veliko, ampak dobro, sem hvaležen, da sem lahko prišel in dobro biti tukaj v Sloveniji s prijatelji in sorodniki. Ja, meni tu ni prvič tukaj, sem prišla leta 2016 z mojim staršem in bratje, tako da, ampak mislim, da je zelo različno, ker zdaj sem s moje prijatelje in dobro, tisto mi je zelo všeč, ker vsi veliko uživamo. Nekaj dni ste imeli na razpolago, da obiščete sorodnike, ki živijo v Sloveniji. Imate vsi sorodnike v Sloveniji? Samo nekaj. Oni trije so imeli priložnost, da so bili že prejšnjikrat ali par let nazaj v Sloveniji, ampak večina skupina je prvikrat v Sloveniji in je prvi vtis res v svojih koreninah in v zemlji njihovih prednikov. In to je za nas najvažnejše, da lahko to čutijo, slutijo in uživajo, ne? In to mislim, ne? In sorodnike imajo skoraj vsi? Večina ima sorodnike, imajo morda malo bolj že dalje sorodnike in takšne bratrance od starih staršev in tako, dalje sorodnike. Tudi se zgodi zdaj, ker so iz Argentine so se selili v zadnjih časih, ne, več Argentincev, Slovence, torej tudi nekateri imajo te Argentinci, Slovenci, ki so se selili tukaj, ne, strici. Tudi med prisotnimi jih je nekaj. Ja, vem, tam je Toni nekje. Dobro, imeli ste tak nastop, kot je ta današnji, ne, ki ima to geslo, ki se je tudi recitirali, in peli bomo, dokler bomo govorili, slovensko govorili in zato dvakratno peli. S tem ste nastopili tudi druge, recimo na taboru Slovencev po svetu v Šentvidu, v Ljubljani, pa v Šentjoštu in morda še kje. Kako so vas prijeli druge? Jaz mislim, da jih je bilo všeč, ker so se smejali ali so zaploskali. Jaz mislim to, da jih je bilo všeč. Potem ne vem, kaj so mislili, ampak to se gleda kot to. Torej, naše šole, ki so državne šole, imajo tudi kakšne šolske nastope na koncu leta in tako dalje, ampak da bi tako izdelano in zlasti na višjih šolah, tega pa ni pri nas, ne, da bi nastopali in da bi vsi znali peti, vsi znali plesati in tako dalje. Kaj je to tudi en del vašega šolskega programa, torej na srednješolskem tečaju imate tudi prav folkloro, petje, ples, to ni tako enostavno, da cela skupina zna nastopiti, ne?
Dobro, ja, na tečaju imamo recitacije, tisto je predmet, ampak potem ples in petje smo naredili staršem, ki so nam veliko pomagali, tako da, ja, tisto. Ja, resnica je, da veliko Argentincev da ima slovenske korenine, hodi na slovenskem tečaju in imamo veliko organizacije, tam v Argentini, na primer, Mladika folklorna skupina, da so prišli tudi tukaj v Sloveniji. Na tečaju imajo predmet petje, imajo predmet živo veselo, ki jih v teh gledajo te recitacije, tudi včasih v slovstvu in tudi v slovnici, svetovni nazori, verouk, zemljepis, zgodovino, vse v slovenščini, samo slovenska vesela. Ja, to že od vrtca, mislim, imamo tudi slovenski vrtec pa osnovne šole. Torej od začetka se naučijo govoriti slovensko, peti v slovensko, pa plesati. Ampak imate v krvi tudi argentinsko folkloro, ne? Seveda, seveda. Poslušamo tudi argentinsko folkloro kot glasbo in to, vedno. To dvojne korenine, ne? Slovenska in argentinska nosimo v srcu in v krvi. In vsi ti tečaji so prostovoljni, vsi učitelji delajo prostovoljno in brezplačno, to tudi poudariti, ne? To je tako. Vsi, ki delajo v slovenski skupnosti v Argentini, vsi, ki delamo, vzdrževanje domove, pa igre, pa zbore, pa folklorne skupine, vse je prostovoljno. Ne, saj, ko včasih omenjamo tisto krilatico, da je argentinski čudež, ne? Pa se takoj dobi nazaj odgovor, ne, to ni noben čudež, to je delo, to je žrtvovanje, to je garanje, ne? Leta in leta. In recimo za mlade to ni enostavno, da ob sobotah njihovi argentinski sošolci brcajo žogo ali gredo boh ve kam plesati in tako dalje. Vi pa hodite že od vrtca ob sobotah na prost dan na slovenski tečaj. Mislim, da zame je normalno, ker zmeraj sem delal to, dobro sem šel v vrtca, mislim, da sem bil 3 let star. Pa to zame je normalno, da soboto hodimo na tečaju, na šolo, uživamo, smo s prijateljem, igramo nogomet, morda pojemo nekaj, gdje se uživa, pa zame je normalno, to je to. Ja, isto. Mi je všeč življenja, da imam, ker moja mama je pa tudi dobro ima slovenske korenine, moji stari starši pa tudi in mi je všeč, kar delamo. Vsako soboto hodimo na slovenskem tečaju. Dobro, veliko smo se študirali, da lahko zdaj biti tukaj. Ja, zame je to zelo normalno, ker že hodim v slovensko šolo, ko sem bila zelo majhna, ampak enkrat ne govorim z mojim prijateljem in mi rečejo, zakaj greš v slovensko šolo ob sobotah, ne vem zakaj. In dobro, jaz rečem, da je zelo lepa skupina, ki imam, da ohranim moj jezik in moje korenine in dobro, tisto mislim, da je zelo važno. Moram to poudariti, da slovenska beseda govorimo že prej, da smo hodili v šolo, ne? Prvo besedo, ki smo morda poslušali, je bila slovenska beseda, vsaj od mamice, od tatka ali od vrtca ja, ampak od otroštva je slovenska beseda najvažnejša. Prizorišča za tiste, ki morda ne poznajo podrobno Slovencev v Argentini, prizorišča vseh teh tečajev so domovi. Srednješolski tečaj je v srednji slovenski hiši, ne? Ampak osnovne šole in vrtci so pa po domovih, ne? Jih je koliko? Mi imamo v Argentini, recimo Slovenci so po cele Argentino, mislim, ta glavni slovenski domovi so v Buenos Aires, tam imamo 6, pa glavna slovenska hiša. Pa potem imamo tudi slovensko skupnost v Mendozi, v Bariločah, v Entre Rios, v Kordobi, v različne province tudi po celem Argentini. Recimo v šoli tako, podobno vprašanje, ste kaj slišali za Slovence v Italiji,
na Koroškem, za Trst, za Gorico. Se kdaj omenja to pri zgodovini, pri zemljepisu? Vemo malo, ker smo študirali, ampak ne da se zmeraj govorijo Slovenci po svetu. Se govorijo Slovenci, ja, ampak ne v kateri državi ali ne, katere skupine so v katerem državi. Ja. Se zna, vemo, da so skupine po svetu, ampak ne govorimo specialno o ena. Boste pa zdaj po tem obisku Seveda. Zdaj ste bili v Italiji, tukaj v Novi Gorici in medtem ste bili tudi v Koroški. In ste bili tudi na Koroškem že, ne? Ja, tako je. Ja. Tako da bodo imeli zaboje. In tudi poudarek na tej vasi, kjer je naš narodni mučenec Lojze Bratuš, znan skladatelj in tako dalje, ki so ga fašisti zastrupili v tej vasi po vajah crkvenega pevskega zbora, božičnih pesmi v tej cerkvi, kar so peli slovensko. Torej, tako da mislim, da se premalo poudarja tudi v Ljubljani in drugod, da tudi take ljudi smo imeli, svetniške recimo mučence. Ampak, ko govorite vi o zgodovini, seveda je velik poudarek tudi na tragedijah vojne in povojnih let. Torej, pojmi, kot so Vetrin, Kočevski Rok, Tehar je to, je vam zelo znano. Ste obiskali tudi nekatere izmed teh krajev simboličnih o trpljenju Slovencev? Ja, smo šli v Kočevski Rok in dobro, tam smo veliko govorili o naši zgodovini in tisto tudi je zelo neverjetno, ker ko smo v šoli veliko govorimo o zgodovini, in lahko povežemo iz naše zgodovine, ne vem, o naše družine in vse tisto. Ja, smo šli pa tudi na Vetrinsko polje na Koroškem in je bilo zelo pomembno, ker dobro, naši starši tam so bili, ja, tu, tam. Ja, zelo pomembno je, da lahko obiščemo in to povežemo našo zgodovino in vse to, kar smo se učili, ne vem, vse to, kar smo videli zdaj v filmu Naša kri, ko hodimo po teh krajih, lahko res slutimo in čutimo, kaj se je takrat zgodilo in pomislimo na to, ne, res pomisliti, ko bolj. Si omenila Naša kri, to je naslovnega filma tudi, ki ste ga gledali po vseh domovih, ne? Ja, po vseh domovih, na slovenskem srednjošolskem tečaju, tako da vsi smo tega videli. Prej smo slišali, da ste vsi iz Buenos Airesa, ne? Ampak včasih so prihajali z rastjo tudi iz Bariloč ali pa iz Mendoza in tako dalje. Ampak tudi Buenos Aires ni tako majhen. Koliko časa se vozite recimo do slovenske hiše? Saj 1 uro vsak ima vožnjo. Ja, mislim. Z javni transport morda je 1 uro pa nekaj. Pa še. Zdaj je eno vprašanje, ki morda je delikatno, ampak tudi ne. Več članic in članov vaše skupine, in če ste gledali tudi ta program, je tam in slike vseh in imena, imajo priimke, ki niso slovenskega izvora. Torej, na tej podlagi sklepamo, da so očetje mogoče ne slovenskega izvora. Kako to deluje? So v mešanih zakonih slovenstvo se razvija naprej, ostaja, so starši za to, da se učite slovensko? In tukaj smo, večina od njih so sinovi mešanih zakonov, tako da slovensko se naprej govori, slovenščina se naprej goji. In mislim na to, da starši spodbujajo še naprej, da se slovenstvo zdržuje, ne? Ja, mi imamo to srečo, da je Argentina tako multikulturalna, pa sprejme čisto različne kulture in pa nas v Argentini ni nobenega problema, če kdo govori drug jezik. Ko Argentinci radi vidijo, da se gojijo druge kulture in da se čutimo, da nas to obogati. Da nas drže preganja, ampak se recimo argentinski oče nauči slovensko ali argentinska mati? Nekateri, ja. Ja. Zanje imate tudi tiste tečaje ABC, ne? Da se
da se lahko učijo vsaj osnove in lahko pomagajo otrokom delati naloge potem. Ja, moj oče prvič ni znal po slovensko, ni študiral. Še par let nazaj je začel, ampak ko smo imeli toliko veliko stvari za delati, je mogel končati. Upamo, da bo začel še enkrat. Vedno nekatere besede enako starši že poznajo, saj hladilnik, denar, kastoljo, žlica, vilica, grozno. Da zaključimo, preden nas tukaj zalije in preden se preselimo tja v prostore, kjer nas čaka zakuska. Vaša prisotnost priča o tem, da želite biti Slovenci, želite gojiti naprej našo kulturo, naš jezik, naše čustvovanje tudi. In mi vam voščimo vsi skupaj, da bi tudi s pomočjo tečaja, pa tudi obiska v Sloveniji in tako dalje, še utrdili to in da vas bomo še srečali, ko boste že na položajih vodilnih ljudi v slovenske skupnosti v Argentini. Hvala lepa. Zahvalim našim gostom iz Argentine, zahvalim publiki, ki je bila z nami. Spominjam še, da bomo imeli še en večer v sodelovanju z Goriškimi večeri, in sicer o prvi svetovni vojni, in to bo verjetno okoli datuma, tam okoli 9. avgusta, ki je datum v bistvu prihoda italijanskih četov v Gorico, za enih je praznik, za enih ne. In zdaj se zahvalim tudi družini Devetak iz Vrha, zavedni družini, ki je tudi pomagala ekonomsko pri izvedbi tega večera. Se hvalim Uštilu in gostilni Devetak za pomoč. Zdaj se radi postavite z nami, tukaj na se končno nekaj damo v dvorani tukaj spodaj. Hvala.